Z nami je vodja svetniške skupine Slovenske demokratske stranke Kamnik. Nam lahko poveste, kakšen se vam zdi predlog občinskega proračuna za leto 2009? Tokratni oziroma letošnji predlog proračuna ima dve posebnosti. In sicer prvič, na prihodkovnem delu proračun rešuje telefonija. Mislim, da je prav, da povemo, da kamniški proračun vsebuje 3,2 milijona evrov sredstev iz naslova vračil vlaganj v telekomunikacijo. To so sredstva, za katere je Slovenska demokratska stranka pred leti vložila predlog za referendum in seveda v tem mandatu vladavine smo uspeli ta denar vrniti nazaj tistim, ki so investirali v infrastrukturo. Seveda bilo je kar dosti naporov, tudi sam sem se prizadeval, da smo v kamniški občini dobili vsa sredstva in moram pripomniti, da nekatere občine teh sredstev še vedno niso dobile. Drugo, kar želim poudariti, je posebnost ta, da je letos župan nas vse opozicijske svetnike povabil, oziroma vodje svetniških skupin, povabil na predhodno usklajevanje in seveda moram tudi priznati, upošteval nekatere naše pripombe in mnenja. Predvsem bi poudaril tukaj, da so socialni programi dobili večjo težo in tudi več finančnih sredstev. Še posebej pa sem vesel, da je dana priložnost oziroma podana novost enkratne denarne pomoči za novorojence. Namreč v preteklem letu smo prav mi vlagali dopolnila za ta sredstva, vendar pozicija ni našla toliko dobre volje, da bi naš predlog upoštevala že leto poprej. Seveda vse ni lepo in prav, z nekaterimi postavkami pa se seveda ne strinjam. Predvsem želim tukaj poudariti, kot jaro kačo se vleče izgradnja karbonskega mostu in povezovalke. Po našem mnenju so ta vlaganja nepotrebna in veliko bolj primerna bi bila vlaganja oziroma povezovanje pri avtocerarju in izgradnja tega karbonskega mostu pri avtocerarju in ne nekje na sredini najbolj frekventne poti, kjer bomo spet naredili neki zamašek, ki bo mašil promet. Seveda nismo tudi zadovoljni s tem, da je premalo sredstev namenjenih za kmetijstvo. In pa to, kar bi Kamniku največ prineslo, to je podjetništvo. Tukaj so sredstva enaka ali pa celo nižja od preteklega leta in sicer, kar nas pravzaprav žalosti, in bomo skušali te pomanjkljivosti odpraviti z dopolnili. Kakšen pa bo uspeh, pa ne vemo. Pričakujete, da bo vaša svetniška skupina na koncu vendarle podprla proračun? Veliko bolj kot pretekla leta, s tem se strinjam, vendar pa bo vse odvisno od sprejemanja dopolnil in pa, bi rekel, naklonjenosti pozicije, ki nas pravzaprav pri sprejemanju proračuna sploh ne rabi in tako se tudi obnaša. In glede na situacijo in na to, koliko bojo upoštevali še naše predloge, se bomo odločili na sami seji. Hvala za vaše pojasnila. Prosim lepo.